Na srečanje so bili povabljeni vsi predstavniki krajevnih in vaških skupnosti, dogodka pa se je udeležila polovica povabljenih. Prišli so predstavniki krajevnih skupnosti Senica, Preska Žlebe, Vaše Goričane, Trnovec in obeh vaških skupnosti Tehovec in Studenčice. Danes krajevna skupnost Pirniče pripravlja prvo srečanje krajevnih in vaških skupnosti občine Medvode. Srečanje smo si pa zamislili s tem namenom, da se med seboj poznamo, da se srečamo, da se izmenjamo dobre prakse in težave, ki nastajajo, in da bi s skupnimi močmi lažje dosegli cilj oziroma rešitve zanj. Pozitivno so pobudo sprejeli tudi na občini Medvode. Tokrat se je srečanje udeležila podžupanja Mojca Murnik, ki je pozdravila udeležence in izrazila veselje nad povezovanjem. Ja, meni je ideja zelo všeč, moram reči. Bom vesela, če bo z današnjega srečanja se zmenili samo, kdo bo naslednji, ki bo to priredil. Predvsem z vidika, da se na takih srečanjih izmenja izkušnje marsikdaj, je za rešitev problema potreben najti sam pravo pot. In če si pač te ljudje, ki so odgovorni v krajevnih skupnosti, ki so prevzeli to vlogo, izmenjajo te izkušnje in na ta način hitreje dosežejo neko pravilno pot za rešitev problemov, se mi zdi, da je to res dobra rešitev. Tako sproščeno vzdušje, kjer se pač ljudje med sabo družijo, pogovarjajo in pač je ta korist zelo velika. Komunikacija med krajevnimi in vaškimi skupnostmi je skromna. Večinoma se vsak zase trudi za dobrobit krajanov in zato so tovrstna srečanja, kakršno je bilo v Vikrčah, še toliko bolj pomembna. Meni je žal, da se jih ni še več odzvala. Mislim, saj razumem, da je sobota, ampak konec koncev en čas v letu pa tudi najdemo za to, če smo prevzeli neko odgovornost. In meni se zdi to res, tako bom rekla, dobra pot za to, da skrajšamo poti za reševanje nekih problemov. Ravno to je bil razlog, ker je premalo sodelovanja med krajevnimi skupnostmi in zato želim, da se dobimo, izmenjamo izkušnje in da si lažje pomagamo. Če hočemo ljudem pomagati, se moramo med seboj poznati in tudi vedeti, kako reševati težave. Kje vi vidite največ težav pri delovanju krajevnih skupnosti, s katerimi ste se do zdaj, odkar ste izvoljeni, soočili? Ja, največ se ukvarjamo s komunalo, ceste, tudi druga infrastruktura, potem letos imamo te povodni, je kar veliko težav in sprotno uspemo karpati cest, teh lokalnih makadamskih cest, tako da zdaj računamo, da bomo spet, ko po tem deževju, da ne bo tako, rekel, uničene ceste. Predstavniki so se po uvodni predstavitvi torej podali na krajšo pot po Vikrčah in si še v živo ogledali posledice poplav, območje od uničene brvi, za obnovo katere smo izvedeli, da projekt že poteka, pa potem ob Savi navzgor, da so videli, kaj vse še čaka pristojne za sanacijo, predvsem neočiščene naplavine, ki bodo še lep čas ostale grožnja tudi za prihodnje vremenske nevšečnosti. Najbolj pereča težava naših krajevnih skupnosti so vas Vikrče, ker smo imeli hude poplave letos, 4. avgusta. In po teh poplavah je naplavin pri nas ostalo toliko, da se zdaj za vsako naslednje deževje pripravljamo, da nas ne bi spet poplavili. Tako kot drugje torej. Hujše posledice so zaradi slabo vzdrževanih vodotokov in številnih posegov vanje, po mnenju mnogih, brez premišljenega upravljanja. Če bi s tem vodami malo drugače upravljali, da bi čistili struge, in to bi verjetno ne bi bilo toliko visokih poplav. Tudi Medvode, ker tukaj je glavni zadrževalnik je tukaj v Vikrčah, Medno, Vikrče, in bi tudi v Medvodah bilo verjetno manj škode, kot je bilo. Tudi zadnjič v jesenskih poplavah je voda zelo, zelo narasla, najbrž tudi kot posledica še nesaniranega dela tiste po avgustovskih poplavah. Ja, predvsem je tle problem, ki še ni, ki je odnesel brv in so zajle še v strugi noter, in ko pridejo večja drevesa, se drevesa ustavijo in pol se gladina vode zaradi tega tudi poviša z
do pol metra. Ne. Meni je žal, da imamo tukaj v tem trenutku zelo slabo, bom rekla, komunikacijo z direkcijo za vode, ki se pač, ne vem, na nek meni zelo, bom rekla, neprimeren način izogiba tega, da komuniciramo več in iščemo rešitve. Sicer je pa krajevna skupnost Pirniče tudi tista krajevna skupnost, ki jo jaz kot podžupanja pokrivam in moram reči, da se z veseljem udeležim tudi vseh njihovih sej sveta krajevne skupnosti, kamor me redno povabijo in se mi zdi, ja, da je komunikacija dosti boljša in da je reševanje problemov hitrejše, bolj enostavno. Po končanem ogledu posledic poplav pa so se predstavniki krajevnih in vaških skupnosti usedli za skupno mizo in razpravljali o svojem delu v krajevnih skupnostih in težavah, s katerimi se spopadajo, predvsem z komunalnega področja, in izmenjali svoje izkušnje in nasvete, kako jih rešiti, na primer za umirjanje prometa, za ukrepanje o preveč razraslih živih mejah, ki posegajo na pločnike in podobno. Vsekakor je srečanje predstavnikov krajevnih in vaških skupnosti zelo dobrodošla pobuda, ki se bo, če bo interes zadosten, v prihodnje tudi nadaljevala.